Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage ponovno z nami, ponovno je z nami Gaja, ampak Regen pa so prvič z nami. Ne? Postavila si se na oder. Sem se. Oziroma na oder. Ne? V bistvu ni odra, ampak je oder vse skupaj. No? Ampak kakšen je dnevno sobovski občutek? Ja, res je tako domače. Meni je prav tako pomirjujoče je. Čeprav me je zelo strah, ampak se počutim veliko bolj pomirjeno, ker je tako zelo welcoming prostor, no, in vzdušje. Zanimivo je bilo videti, ne? Ti stojiš nekako, se ponavadi je pri pevkah in pevci tako v ospredju, ne? Ampak strojnica je pa za teboj. Ne? Kakšen je občutek, ko jih čutiš od zadaj, ni pa jih pred teboj ali ob tebi, recimo? Ne? Jaz se počutim zelo mogočno, ker vem, da so z mano in da bojo naredili bum. Obenem mi je pa tudi žal, ker ne morem jih pogledati in se jim nasmehniti. To je stvar, ki bi se jo želela, da bi bila možna narediti mogoče na kakšnem večjem odru. No. Kako poteka komunikacija na živem nastopu, recimo? Ne? Gre po neki intuiciji, ker se že toliko poznate, ker ste toliko igrani? Sej v bistvu mislim, se mi zdi, da imamo dosto, da se pogledaš pa veš, kaj razmišljaš, ampak je pa zelo tako, mislim, ko imaš ti koncert, je zelo velik tudi na nastopu samem. Ne. Mislim, odvisno od izvajalca, ampak mi imamo radi tako, da je tekoče, da je fluentno, da ni zdaj nekih pavz vmes in da izpade tudi tako gledljivo in všečno za gledalca oziroma poslušalca in pač si ne moreš prvoščiti, zelo veliko moraš improvizirati, če gre slučajno kaj narobe, je zelo veliko na tem, da boš ti v momentu vedel, kaj narediti. Sicer pa načeloma komadi, kot so, ne puščate neke zažive nastope preveč prostora za improvizacije ali se ji tudi prepustite načrtno, recimo? Ne? Ja, mislim, radi splaniramo tako, da bo izdelek čim boljši, no, to je naš cilj. Da ni prevelike razlike med poslušanjem posnetega, sproduciranega komada in potem nastopa v živo. Ne? Ja, sej zato prideš ti zares na koncert, da boš slišal nekaj, kar si slišal, ne vem, na Spotify, Apple Music, YouTube, kjerkoli že, na radiju. In potem si rečeš, to pa mene zanima, jaz bi pa prišel to poslušati, pa mislim, sej razumem, da se ne da, valjda razumem, vem iz izkušenj, da se ne da stvari rekreirati, je blazno težko, če imaš toliko zvokov, že toliko linij za eno mešalno mizo, je res huda obremenitev, ampak je to ciljno, da rekreiraš to, kar je posneto in probamo se čim bolj približati temu, zato da je javnost zadovoljna. No, zdaj vi ste nekako verjetno generacija rojeni po letu 2000 ali kdo pred letom 2000 v bendu? Ja, eden, ampak smo nekako tam. No. Nekako tukaj, ne? Se pravi, generacije predtem so imele najprej, recimo tu v naši geografski regiji, ne? Naši starši ali starši so imeli Radio Luksemburg, ne? In so tako poslušali recimo tujo glasbo. Potem je prišel MTV, ne? Vi ste pa kaj, generacija YouTubea ali kje ste glasbo? Spotify je prišel kasneje, MySpace, kje si prišla v stik z popularno glasbo, z glasbo iz tujine, recimo? Jaz osebno sem prišla prvič v stik z tako popularno glasbo v avtu v CD predvajalnika mojih staršev. Zato, ker sta oče je predvajal kakšen tak 60s rock, mama je predvajala ABBO, pa Beatlese in te stvari. In potem sem v bistvu odraščala v teh tako zelo starih glasbenih vodah. No, ampak da sem pa jaz prišla v stik z današnjo popularno glasbo, je bil pa YouTube, pa download iz video spotov skint MP3. Pa seveda Spotify, pa Apple Music, pa te streaming servisi, no, ko so prišli in so bili na voljo, ampak tega tudi v moji mladosti še ni bilo, je bil zelo YouTube ali pa CD-ji, če si jih imel čisto drugačni časi, zares. No, CD-ji to je album, ne? Se pravi, je neka zgodba, ne? Si bolj pristašica albumov ali pa pač singlov, ki se pač nizajo, recimo? Ker albumi so včasih imeli neko zgodbo, ne? Tudi uvrstitev katerega komada pred katerim, za katerim je bilo pomembno, ne? Ko boste izdali svojo plato, ne? Gledaš na neko zgodbo? Ja, mislim, tako ne nujno zgodbo kot sosledje dogodkov, ampak zelo tako sosledje nekih čustev, nekih ne vem, občutkov. Zelo se mi zdi, da je pomembno pri albumih, ker je čisto različna zgodba zares, mislim. Enkrat sem rekla, to se mi zdi, da je kar dobro opisal celo stvar, da je single je statement,
album je pa zgodba. Ne? In se mi zdi, da je nek čar v obojem, da ti imaš eno stvar in rečeš, tukaj imaš ta single. Pri albumu se mi pa zdi, da je nek poseben čar v tem, da to nanizaš tako, da se lahko ti usedeš pod dekco lepo s kakavom in samo zdaj ful vizualiziram nekoga, kako sedi pod dekco s kakavom lepo per okno, zunaj je dež in lepo posluša ta album in gre čez vse viške, vse nižine tega občutka, ki je povezan v tem albumu s temi komadi, kako si sledijo po vrsti. No. Tako da to se mi zdi, da je zelo veliko razmišljanja gre v to, kako bo po vrsti, kako bo konc koncev tudi ime, izgled, prezentacija celega albuma, cela stvar je zelo komplicirana za narediti, ampak zelo pomembno se mi zdi, da se to izpopolni. No. Torej, ne bo album najbrž samo v digital download obliki, ampak bo kaj plošča, najbrž, da imaš nekaj za na polico postaviti, recimo, ne? Upamo, da bo, ja. Ker pri vseh teh albumih, ne, prej sva se pogovarjala, na začetku ste rekli, da ste na poti sem poslušali nek digitalni mixtape, če temu rečemo. Ne. Zdaj, če imaš so muziko sneto spleta, ne, ali pa pač kupljeno, kakorkoli, pa imaš, ne vem, v telefonu največkrat, ne. Včasih je potrebno, ali klikneš nek shuffle, pa ti komade random seveda nastavlja, ali pa moraš prav vedeti in iti iskati. 4 leta nazaj, ne vem, so Arctic Monkeys izdali ploščo in greš iskati, če imaš pa plošče zložene, ne, doma v dnevni sobi, pa morda vidiš, Paco de Lucia, gremo, ne, zdaj. Ne, kako se spomniti na album izpred 5 let, ki si ga downloadala, ne, če ga nimaš na polici, recimo. To je tak zanimiv izziv, ne. Se mi zdi, da muzika nekako lahko pobegne, ne. Mislim, meni se zdi, da so specifični momenti, ko si zelo tako, zdaj bom pa pržgal imam vesel mixtape, imam žalosten mixtape, bom sam nekaj poslušal. Pomaš pa ene trenutke, ki si pa tako, ta plošča, ta komad, to leto. Prav to specifično rabim zdajle slišati, ker se mi vrti v glavi in mi ne da miru in nekaj mi leži na duši in rabim to sprocesirati skozi glasbo in to se mi zdi v bistvu oboje ful lepo na svoj način. Ja, ampak zdaj smo se pogovarjala o trenutkih, ne, ko si vzameš čas, ne, ko si recimo doma, tako se rekla na postelji, kakorkoli v dnevni sobi, poslušaš muziko, ampak zadnja leta največ ljudi posluša muziko v avtu, ne? Ko nekam gre kot distrakcijo, ne? Seveda tudi, ko si vzamejo čas. Ne? In pri tej distrakciji je ravno ta random shuffle efekt verjetno nekaj. Ti nimaš v avtu časa izbirati, ne? Ampak je potem recimo dobrodošlo, če ti vrže kaj novega noter. Ne? Ne vem, v avtomobilu, zdaj ste poslušali mixtape, ko si dejala, ampak sicer bi vklopila radio, bi poslušala radio ali bi si svoj mixtape, da bi naprej vedela, kaj boš poslušala. Recimo. Jaz sem pristašica lastnih mixtapeov sicer, no. Ampak včasih pa tudi, kot sem rekla, včasih te zadane tisto, rabim ta komad zdajle. Tako. Ok, da malce glasbeno si odahnemo. Trevor Something, Summer Love, ta je prišla odkot, recimo? Ta je prišla iz 80-ih direkt. Zelo zanimiv komad, tudi zelo zanimiv ustvarjalec, se mi zdi, da je tako zelo unikatna stvar, no, in eno posebno mesto v mojem srcu ima ta žanr in ta občutek posebej, no, tako da upam, da bo vsem, ki poslušajo, všeč. Radio SI, Main Stage. Tako Gaja še zmeraj z nami, zasedba Regen. Slabe pa ure še do nastopa, ne? Malce ste se že nekako ogrevali in to playlista nekaj vaših, še kak drug, sami vaši komadi, kako ste se lotili tega? Ja, smo naše, ja. Smo tudi, malo smo tako izbrali, kaj bi bilo primerno za oder pa za občinstvo, tako da upam, da bo všečno, no. Prej smo se pogovarjali tudi malce o zasedbi, povedali se nekaj o članih in to. Zdaj pa je čas, da morda malce preverimo, ne, Helena, koliko pa Gaja pozna sebe, ne, skozi kakšno vprašanje. Helena ti bo razložila pravila, ne, igra je preprosta in iskrena. Ne. Ja, kazni ni nobenih, ne bo potrebno metati kakšnega pikada ali česa podobnega, ali pa pri nas kuhati kavo, recimo. Ne. V bistvu prva asociacija, ki ti pride na pamet, bo čisto ta prava, dobra in povsem pravilna. Mogoče nas na začetku seznaniš s svojim jutranjim ritualom? Zjutraj skuham kavo v kafetjeri, zdaj imam kafetjero, zelo dobro kavo iz Logatca, in potem se usedem spredi na svojo teraso in prižgem cigaret in pijem kavo in poslušam glasbo in to je to. Najljubša aktivnost v prostem času? Glasba.
Kako pa je zate videti res dober dan? Občutek, ko grem ven in mi je vse lepo in lahko vidim eno rožico na pločniku in naredim, kako je lepa rožica, in potem sem vesela cel dan, ker sem videla eno rožico. Si bolj romantik ali realist? Rada bi rekla realist, ampak vem, da ni res. No, če bi izbrala svoje najljubše prizorišče za nastope v Sloveniji, katero bi to bilo in pa tudi malo bolj v širšem prostoru? Ne poznam jih dovolj, ampak v Sloveniji bi rekla Kino Šiška. V tujem prostoru pa res ne vem, kaj v Angliji, kakšen stadion bi bil kar lep za špilet. Poznaš rojstne dneve vseh članov benda? Ja. Ja, ni heca. Ni heca. Mora biti knjiga, ki bi nam jo dala v priporočilo za spomladansko branje? Kako se že imenuje, ne spomnim se, ampak je knjiga o tem, kako v bistvu... Good Vibes, Good Life se imenuje. Vex King je napisal in to v bistvu govori o tem, kako če se obkrožaš z dobrimi stvarmi, imaš tudi ti potem dobro počutje in dobre misli. In to mi je zelo, taka jutranja mantra se mi zdi zelo, zelo dobra za dober začetek dneva. No, kaj od tistega otroškega pa si ohranila do današnjih dni? Ful sem sam tako, rožice, zato, ker sem prej govorila, ko vidim lepo rožico na pločniku, tako. Zelo imam tako osebnost, da me majhne stvari ful razveselijo in zelo intenzivno čutim vse te stvari in to mi je v bistvu ful všeč. No, iz majhnega raste veliko. Ja. Hvala lepa, Gaja. Hvala vam. Jaz imam eno vprašanje, ne? Ima dan, ki ima 24 ur, ima dan dovolj časa ali si želiš, da bi dan imel 25 ur, recimo? Včasih si želim, da bi se dan kar končal, včasih si pa želim, da bi trajal 3 dni, ker ni enostavno, ni dovolj časa in ni dovolj prostora na tem svetu za vse, kar bi rada naredila. In upam lahko samo, da se temu najbolj, kar se lahko približam. In če ne, bi prišel zdravnik in bi rekel, Gaja, glej, ne, malce se ustavi, vzami si 10 dni zase in bi ti ponudil Islandija, Reykjavik ali Kreta v Grčiji, kam bi šla? V Grčijo, ker imam rada morje. Kaj pa dež? Pa ste me dobili, no. Čeprav na Kreti še kar dežuje, no. No, evo, pa imamo oboje, dvoje najlepše. Na kakšnem drugem otoku je pa drugače, ja. Hvala lepa, da si se oglasila, da ste se oglasili, seveda, no, pač. Hvala vam. Kot ekipa Regen. Priklopili se bodo tudi ostali, posnetek bo seveda na voljo, tako da ga bomo vsi skupaj delili. Na tem mestu še povabilo seveda vsem poslušalkam in poslušalcem, zasedba Regen, torej od 10:15 do 10:45, live stream koncert v živo. Vse je natrenirano najbrž, ne? Upam, da ja. Tako da samo prijetno poslušanje in hvala lepa za obisk. Hvala vam. Radio SI Main Stage.